Bojkot največjega glasbenega tekmovanja na svetu, Španije, Irske, Nizozemske in tudi Slovenije na Evroviziji 2026 ne bo. Evropska radiodifuzna zveza je namreč sklenila, da Izrael lahko nastopi na Evroviziji. O bojkotu zato zdaj razmišljajo še nekatere druge evropske države. Gre za največji politični bojkot v zgodovini Evrovizije, pravijo poznavalci. Urša Vrečar. 18. maja, malo po polnoči, se je v švicarskem Baslu bil boj med Avstrijo in Izraelom za steklen evrovizijski mikrofon. Izrael je na evrovizijski oder poslal eno od preživelih Hamasovega 7. oktobrskega napada. A prav zaradi posledične vojne v Gazi in humanitarne katastrofe so zadnji 2 leti potekali protesti. Naj se Izraelu prepove nastop, so pozivale nekatere javne radiotelevizije, tudi slovenska. A je včeraj v Ženevi padla odločitev. Izraelski glasbeniki bodo prihodnjega maja lahko nastopili na Dunaju, a zato vsaj 4 držav tam ne bo. Pač imamo svoje stališče. Smo majhni, ampak imamo svoje stališče. O bojkotu pa razmišljajo tudi Belgija, Islandija, Finska in Švedska. A evropske države še zdaleč niso enotne. Nemčija je na primer grozila z bojkotom, če Izraelu ne bo dovoljen nastop. Well, it's a historic moment for the European Broadcasting Union. This is certainly one of the most serious crises that the organization has ever faced. Next year, we're going to see the biggest political boycott of Eurovision ever. Hvala vsem našim prijateljem, ki so se zavzeli za pravico Izraela, da tekmuje na Evroviziji, pa se je na zeleno luč odzval izraelski predsednik. Malce mi je žal, da je do tega prišlo, namreč sama Evrovizija naj bi združevala skozi glasbo, sedaj se pa vidi, da razdružuje. Poskus združevanja evropskih narodov je temelj, na katerem je nastala Evrovizija, ki pa še zdaleč ni le glasbeno tekmovanje, ampak tudi svojevrsten politični šov, na kateri glasovanje označujejo za največje evropsko volišče. Visoka uvrstitev ali celo zmaga pa tako pošilja močno simbolno sporočilo. Evrovizija bi potrebovala res en dober reset, da se postavijo neki novi temelji, da se prilagodi času, bo pa v današnjem času zagotovo vedno vpeta v politiko. To je v bistvu tudi promocija njihove kulture, to je pač promocija izraelske države na prav poseben način. In zato se temu seveda ne želijo odpovedati. Prepovedi nastopanja na Evroviziji sicer niso nič novega. Zaradi vojne v Ukrajini so na primer udeležbo že pred 4 leti prepovedali Rusiji.